Obvarujte se pred boleznimi, ki jih prenašajo klopi. Klopi spadajo v družino pršic. So zelo majhni, le nekaj milimetrov, in temno-rjave barve. So občasni zajedavci mnogih divjih in domačih živali, včasih pa tudi človeka. Najraje bivajo v vlažnih in senčnih gozdovih z divjim rastjem ter slojem suhega listja. Veliko klopov je tudi v podrasti, na neobdelanih zemljiščih in na poteh divjih živali. Pogosto jih najdemo na neprometnih stezah ali skrite med travo in grmovjem. Življenjski cikel klopov, razvoj od ličinke do odrasle žuželke, traja približno 2 leti. Da bi se popolnoma razvil, se mora klop hraniti s krvjo, vendar lahko dolgo živi tudi brez hrane. Obrok krvi, pri katerem se tesno prisesa na gostitelja, si večinoma privošči spomladi, poletja ali jeseni. Traja pa lahko tudi nekaj dni, saj se klopi hranijo zelo počasi. Klopi so razširjeni po celotnem območju do višin 1000 metrov. Aktivni so od pomladi do jeseni, predvsem ob najvišjih dnevnih temperaturah. Po zimi lahko včasih najdemo tudi na zmernejših višinah, kjer ni snega. V Gornji Furlaniji je gostota klopov večja na vzhodnem območju. Klopi so nevarni, ker lahko med hranjenjem okužijo človeka s številnimi zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Na našem območju so povezani s širjenjem borelije, ki povzroči limsko boreliozo ali limsko bolezen, Ehrlichie, ki povzroči erlichiozo, ter virusa klopnega meningoencefalitisa. Okužba z borelijo se običajno, vendar ne vedno, začne s pordelostjo kože, ki se približno po 2 tednih pojavi na mestu ugriza. Pordelost je neboleča in se postopno širi, zaradi česar jo imenujemo erythema migrans. Če je ne zdravimo v tej fazi, lahko bolezen napreduje in se v naslednjih stadijih razširi tudi v sklepe, živčni sistem, srce in notranje organe. Limsko bolezen lahko učinkovito zdravimo s specifično antibiotsko terapijo. Erlichioza je okužba, ki jo zlahka spregledamo. Pri simptomatskih primerih se pojavi z vročino in simptomi gripe, kot so mišične bolečine, slabost in bruhanje. Pri oslabelih osebah se lahko bolezen razširi v različne notranje organe. Ker cepivo proti limski bolezni in erlichiozi ne obstaja, je pomembno upoštevati naslednje. Da bi se med sprehodi izognili morebitnim klopom v travi in rastlinju, se držimo sredine steze. Pomemben varnostni ukrep je tudi izbor svetlih oblačil, na katerih klope lažje opazimo, ter oblačil z dolgimi rokavi in hlačnicami. Te naj bodo zatlačene v nogavice, podplati pa do gležnjev skriti v zaprtih čevljih. Izpostavljeno kožo lahko zaščitimo z repelenti, ki jih običajno uporabljamo proti žuželkam, vendar pa se njihova uporaba odsvetuje otrokom in nosečnicam. V primeru dela ali bivanja na območju z večjim teganjem je priporočeno redno pregledovanje oblačil in telesa pred klopi, vsake 3 ali 4 ure. Ko se vrnemo domov z območja z večjim tveganjem, opravimo podroben pregled celotnega telesa. Pri preverjanju nepreglednih mest, kot sta hrbet in skalp, prosimo za pomoč. Če opazimo klopa, ki je prisesan na telo, pomembno je, da se ga ne dotikamo z golimi rokami, temveč v rokavicah ali z ročkom, ter da pika ne mažemo s kakršnimi koli sredstvi. Pri odstranitvi s pinceto na klopa ne pritiskamo, odstranimo ga z nežnim in enakomernim a odločnim potegom. Če del klopa ostane v koži, ga lahko odstranimo, kot bi odstranili navaden tujek, pri čemer ni nevarnosti prenosa bolezni, povezanih s klopi.
prizadeti del razkužimo šele pro odstranitvi klopa. In kaj po piku? Verjetnost obolenja je nizka, če klopa odstranimo takoj. Beležimo si datum odstranitve in o njem poročamo zdravniku, če se pojavino zdravstvene težave. Po piku odsvetujemo jemanje antibiotikov. Klopni meningoencefalitis je huda bolezen, ki lahko prizadene osrednje in periferno živčevje. Približno 8 dni po piku klopa se klopni meningoencefalitis pojavi s simptomi, ki so podobni gripi in trajajo približno 4 dni. Po obdobju dobrega počutja se v 20–30% primerih pojavi druga faza bolezni, ki jo označujejo visoka vročina, hud glavobol, slabost, bruhanje in hude nevrološke motnje. V letu 2009 je bilo v Gornji Furlani v bolnišnico sprejetih 9 pacientov s klopnim meningoencefalitisom. Med letoma 2003 in 2009 je deželni nadzorovalni sistem za infektivne bolezni ugotovil 23 primerov klopnega encefalitisa v Gornji Furlaniji. 2 od teh sta bila smrtna. Raziskave kažejo, da je število klopov, ki prenašajo virus klopnega meningoencefalitisa, nizko, na istem nivoju, kot so lahko ugotovili v Avstriji. Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen. Najboljša preventiva za njo je cepljenje, saj ustreznega zdravljenja ne poznamo. Cepljenje se priporoča ljudem, ki delajo ali se pogosto zadržujejo na območjih s povečanim tveganjem za okužbo. Trenutno je na našem področju kot območje s povečanim tveganjem označeno celotno gorsko območje pokraj Videm in Pordenone. Virus se je pojavil tudi v dolini reke Piave, v pokrajinah Veneto, Trento in Bolzano ter na celotnem območju Slovenije in Koroške. Koledar cepljenja predvideva 3-kratno cepljenje v prvem letu ter dodaten odmerek po 3 letih. Cepivo proti virusu klopnega meningoencefalitisa začne delovati šele po 2. odmerku, zaradi česar je najprimernejše obdobje za začetek cepljenja ravno v zimskih mesecih.